Pozdravljena. Moje ime je Suzana Grau, sem igralka, voditeljica Rdečih šotorov, obredov za ženske, za opolnomočenje žensk. V esenci pa v bistvu zato, da ženske sprejmemo to, da smo ženske in da kreiramo naše življenje v povezavi z našo maternico, da resnično posadimo svoje projekte, svoje želje, svoje sanje v maternico, povežemo to s srcem in izrazimo v življenje. In to je tudi moja namera danes. Molila sem tu, vračam se k hrastu. In danes bi rada s teboj delila zgodbo ženske, ki sem jo odkrila, spoznala, slišala za njo skozi knjigo, ki sem si jo kupila za 8. marec. In sicer Pravljice za lahko noč za deklice upornice, za uporniške deklice. Nekatere med vami ste že slišali, da sem zelo navdušena nad knjigo. Predvsem sem navdušena zaradi tega, ker je knjiga zgodba o 100 ženskah, ki so na različne načine s tem, kdor so, in s tem, kar verjamejo in kar so njihove sanje in talenti, prispevale k temu mozaiku življenja. Zgodbe so o ženskah, ki so si drznile biti, kdor so. In ena takih zgodb je zgodba o Cori Coralini, pekovki in pesnici iz Brazilije. Okay. Upam, da bo zdaj uspelo. Namreč po žensko se moram znajti, kako bom postavila kamero, da lahko s teboj delim to zgodbo. In ta zgodba je o Cori Coralini, pekovki in pesnici iz Brazilije, ki je bila rojena v letu 1889 in je preminula leta 1985. Njena življenjska zgodba trka na moja vrata v preteklem mesecu. In zelo močno sem zaslišala v besedilu, ki ga bom s teboj delila, da je vedno vedela, kdo je. Kljub okoliščinam, s katerimi se je soočala skozi življenje, in izbire, ki jih je imela, da je preživela, da je imela družino, je vedno vedela, kdo je in k čemu se vrača, kaj je njen pristan. Takole gre zgodba. Nekoč je v hiši na mostu živela deklica, ki je vedela, da je pesnica. Njena družina ni mislila tako. Niso želeli, da bere knjige, in vsekakor niso želeli, da gre v srednjo šolo. Cora naj bi si našla dobrega moža in ustvarila družino. To naj bi bila njena služba. Ko je Cora odrasla, se je zaljubila in poročila. Skupaj sta odšla v mesto in imela sta 4 otroke. Različna dela je počela, da so šli njeni otroci lahko v šolo. Cora je imela polno življenje, a nikoli ni pozabila, da je pesnica. Pisala je vsak dan. Ko je bila stara 60 let, se je vrnila v hiško na mostu. Odločila se je, da je napočil čas, da začne svojo kariero kot pesnica. Cora je še vedno potrebovala denar, pa je začela peči peciva in jih prodajati na pragu svoje hiše. In zraven je dala svojo poezijo. Sčasoma so pesniki in pisatelji začeli ceniti njeno delo, ceniti njene pesmi. Dobivala je nagrade in medalje in pri svojih 75 je izdala svojo prvo knjigo. Novinarji so prišli od vse povsod, da bi jo intervjuvali, medtem ko je ona pekla pecivo. In ko so odšli, se je usedla na verando k svoji mizi
in začela pisati naprej. Obdana z vonjem slastnih pit, piškotov in tort. Kura o sebi pravi: sem tista ženska, ki je odstranila kamne, zasejala rože in splezala na planino življenja. In v prihajajočem mesecu, v mesecu aprilu, smo postavile namero Rajska boginja. Če še nimaš koledarja, mi piši in ti ga pošljem v nabiralnik. In eden od uvidov, ki se mi je zelo jasno pokazal, je, da je treba narediti prostor, da lahko povabiš Rajsko boginjo v svoje življenje. Da lahko povabiš to, kdor si, v svoje življenje. Da lahko si, kdor si. Torej, snubim te k življenju. Aleluja. Danes potekajo stvari drugače, popolnoma neplansko. In želim, da te podpre, da se podpreš in da sprejmeš, kdor si. In da to deliš s svetom. Da postaneš svoj hrast, da postaneš svoja vrba, da postaneš, kdor si. Oziroma, ne da postaneš, ampak da si dovoliš biti, kdor si. In ostalo, tako kot plevel, naj postane kompost. Evo, to je to. Se vidimo, se slišimo. Aleluja.